Pozdravljeni, danes vam bom predstavila pravni vir in sicer Pomorski zakonik. Za začetek vam bom predstavila osnovne podatke. Torej, ime vira je Pomorski zakonik, kdaj in kje je bil prvič objavljen. Pomorski zakonik je bil prvič objavljen dne 19. septembra leta 1994 v poročevalcu DZRS številka 35/94. Dopolnitve v Pomorskem zakoniku so bile sprejete dopolnitve. Pomorski zakonik, torej ta zakonik ureja suverenost, suverene pravice, jurisdikcijo in nadzor Republike Slovenije na morju. Varnost plova po teritorialnem morju in notranjih morskih vodah, varstvo morja pred onesnaževanjem s plovili ter pravni režim pristanišč, stvarno-pravna razmerja ter pogodbena in druga obligacijska razmerja, ki se nanašajo na plovila, in sicer na vpis plovil, omejitve ladjarjeve odgovornosti, skupno havarijo, izvršbo in zavarovanje na plovilih in kolizijska pravila. Sestava pravnega vira. Pravni vir je sestavljen iz 999 členov in 11 delov. Prvi del, splošne določbe in suverenost Republike Slovenije od 1. do 23. člena. Drugi del, varnost plove od 24. do 200. člena. Tretji del, državna pripadnost, identifikacija in vpis ladje od 201. člena do 218. člena. Četrti del, stvarne pravice na ladjah od 219. do 381. člena. Peti del, ladjar od 382. do 422. člena. Šesti del, pomorske pogodbe od 423. do 743. člena. Sedmi del, plovne nezgode od 744. do 837. člena. Osmi del, izvršba in zavarovanje na ladjah od 838. do 959. člena. Deveti del, kolizije zakonov od 960. do 975. člena. Deseti del, prekrški od 976. do 989. člena. In zadnji, torej 11. del, prehodne in končne določbe od 990. do 999. člena. Najpomembnejši členi Pomorskega zakonika. Najpomembnejši člen tega zakonika so plovne nezgode od 744. do 873. člena. Sedmi del Pomorskega zakonika je najpomembnejši del tega zakonika. Ta del pa je v bistvu razdeljen na več področji, in sicer na trčenje ladij, reševanje, dviganje potopljenih stvari, skupne havarije, zunanja pogodbena odškodninska odgovornost ladjarja. In sicer trčenje ladij je najpomembnejši del tega zakonika. In torej poteka od 744. do 755. člena. Vprašanja v zvezi z trčenjem ladij na morju so urejena z Bruselsko mednarodno konvencijo o izenačitvi določenih pravil o trčenju ladij iz leta 1910. To konvencijo je leta 1931 ratificirala že Kraljevina Jugoslavija, sedaj pa zavezuje tudi Slovenijo. Konvencija ločuje slučajno trčenje, ko vsaka ladja nosi svojo škodo, in zakrivljeno trčenje, ko kriva ladja nosi vse škodljive posledice. Če sta obe ladji ali več ladij krivi za trčenje, nosita škodo v sorazmerju z obsegom krivde. Če obsega krivde ni mogoče ugotoviti, ladji trpita škodo v enakih delih. Obseg krivde ugotavlja sodišče ali arbitraža na podlagi dejanskega stanja. Na teh slikah lahko vidimo trčenje ladij in tudi posledice. Najbolj zanimivejši člene, pa v bistvu zanimivi člene so od 201 do 218. člena. Pač ti členi se nanašajo na državno pripadnost, identifikacijo ladij, govori pa tudi o slovenskem ladijskem registru. Z vpisom v slovenski ladjarski register pridobi ladja slovensko državno pripadnost in s tem pravico in dolžnost, da izobesi slovensko pomorsko zastavo. Slovenska pomorska zastava je državna zastava
Republike Slovenije. Vsaka ladja mora biti individualno določena in prepoznavna. Register vsebuje evidenco pravnih razmerij na ladjah. Z novim zakonikom je postopek vpisovanja ladij popolnoma v pristojnosti Uprave Republike Slovenije za pomorstvo in je torej izvzet iz zasebne pristojnosti. Nekdanja dvojnost vpisovanja je bila namreč pretirano zamudna in zapletena. Za razliko od bivše jugoslovanske pomorsko-pravne ureditve je predviden dokaj odprt in svoboden vpis ladij. Praktična uporaba v bistvu pomorski zakonik uporabljajo v vseh dejavnostih, ki so povezane z morjem, uporabljajo ga torej kapitani, ladjarji in vsi zaposleni v pomorstvu. Potem tukaj imamo še vire in hvala za vašo pozornost.